Včeraj smo relativno zelo hitro končali 23. sejo, začeli in končali 23. sejo mestnega sveta mestne občine Kranj. Za mene mogoče presenetljivo najpomembnejše je bil sprejem podrobnega prostorskega načrta za območje kanjona Kokere. Vemo, da je to kranjski biser in s tem so dejansko postavljeni pogoji za to, da ta res nacionalni park, da tako lahko rečem, Kranja uredimo z sprehajalnimi potmi, z učnimi potmi, z novimi brvmi in pa seveda z enim manjšim objektom. Tukaj je bilo res opravljeno veliko dela, vemo, da so nasprotovali tako krajevna skupnost Center kot tudi civilna iniciativa, zbrali so 1100 podpisov, ampak na koncu je bilo tukaj veliko dela opravljeno tudi strani mestne občine Kranj, predvsem podžupana Janija Černeta, tako da smo našli skupni jezik in včeraj so dejansko mestni svetniki in svetnice sprejeli ta podrobni prostorski načrt, ki seveda omogoča tudi razvoj turizma v mestni občini Kranj. Če smo že pri podrobnih prostorskih načrtih, to v prvo branje je šlo tudi OPPN za področje kolodvora. Vemo, da je tam zasebni investitor odkupil skladiščne prostore od Merkurja in uredil poslovne prostore, tako da ta območje Kranja pridobiva na vrednosti, pridobiva na veljavi in skupaj z lastniki smo uredili to idejo o podrobnem prostorskem načrtu, ki je seveda podlaga za to, da skupaj z državo uredimo to področje, kjer bomo seveda umestili centralni potniški terminal skupaj z novo avtobusno postajo. Vemo pa, da bo država že letos pristopila k izdelavi projektne dokumentacije za obnovo železniške proge med Ljubljano in Kranjem in pa ureditvijo tudi vseh železniških postaj. Mi bomo tukaj, ideja je, da in s tem se strinjajo tako na direkciji kot tudi na železnicah ter v občini Naklo, da industrijske tire premaknemo v Naklo, tukaj pa pač pridobimo prostor za to, da lahko umestimo centralni potniški terminal oziroma avtobusno postajo. No, seveda, glavna tema, da tako rečem, včerajšnjega mestnega sveta, seje mestnega sveta je bil rebalans proračuna. Vemo, da so se povečali prihodki za 4 milijone, od tega več kot polovico na račun višje povprečnine, ki jo je vlada sprejela v lanskem letu. No in posledično smo šli v rebalans. Pomembno je bilo pa tudi zato, ker se letos zaključuje ta finančna perspektiva, to se pravi, potrebno je porabiti denar. Nekaj težav je bilo seveda s porabo v lanskem letu, zaradi korone menjala se je vlada, težave tudi pri pridobivanju določene dokumentacije, vendar zdaj smo pripravljeni res za investicijski val, da tako rečem. Proračun je velik 79 milijonov evrov, od tega gre 29 milijonov za investicije, potrebno se bo zadolžiti za slabih 10 milijonov, no ampak veliki projekti se nam obetajo, smo v zadnji zaključni fazi pridobivanja izvajalcev, gre za osnovno šolo Staneta Žagarja, telovadnico, 6 učilnic in pa avlo, potem več ali manj je že pridobivamo vse neke spremembe gradbenega dovoljenja, smo zaprosili pri vrtcu Bitne, tam se dela 3-oddelčni oddelek, ruši se stara stavba, tako da jaz računam, da bodo dela tukaj stekla že v spomladi. Potem imamo tukaj še dva dodatna oddelka vrtca na Kokrici. Kar se tiče potem samega mestnega jedra, imamo tukaj začetek prenove gradbene šole, vemo, da za namen glasbene šole in pa ena takih večjih investicij je tudi obnova pošte. V lanskem letu smo jo kupili, noter bomo uredili inkubator in pa kovačnico, tam, kjer je pa zdaj kovačnica, bomo pa to se pravi bivši trgovski šoli, bomo pa začeli z energetsko sanacijo in obnovo ter uredili podružnično šolo Jakoba Aljaža. Še za starejše se bo letos začela se je že obnova
bivše trgovine Mercator na Planini 1, kjer bomo uredili dnevno varstvo. Torej letos in zaključek predvidevam, da bo v začetku leta 2022. In pa začeli bomo pridobivati gradbeno dovoljenje za dom za starostnike nasproti bivših gorenjskih oblačil. Tako to so dejansko te večji projekti, poleg tega se bo delalo veliko na cestah, vemo, da nadaljujemo področje od Mavčič naprej skozi Praše proti Kranju, nov cestni odsek za dober kilometer. Tudi kolesarske povezave se bodo delale od 7 do 12, ključna na cesti Staneta Žagarja od stadiona pa do avtobusne postaje. In pa računamo, da bi lahko začeli tudi že če bomo dobili gradbeno dovoljenje za postavitev brvi pri Tušu in pa čez Savo iz desnega brega Save proti Prebačevem. To je, kar se tiče teh večjih investicij, ki jih bomo v skladu s sprejetim rebalansom proračuna izvedli v letošnjem letu. Ostalo, kar bi lahko omenil, je to, da od kadrovskih zadev je bila imenovana oziroma potrjena strani mestnega sveta nova direktorica za knjižnico. Imenovali so bili tudi predstavniki v svet zavoda v gimnaziji Franceta Prešerna, potem v osnovni šoli Stražišče Kranj, osnovni šoli Helene Puhar in pa dali smo tudi soglasje k razrešitvi direktorja javnega zavoda osnovnega zdravstva Gorenjske, gospoda Jožeta Vetrnika, na lastno pobudo odhaja v pokoj. Kot sem pa že omenil, Maja Vunšek je bila imenovana za direktorico javnega zavoda Kranjska knjižnica. Potem Kranj bo dobil novo šolo, jaz predvidevam že v šolskem letu 2021-2022, in sicer podružnična šola osnovne šole Simona Jenka. Jo bomo preimenovali oziroma oblikovali novo osnovno šolo. Vemo, da je osnovna šola Simona Jenka druga največja osnovna šola v Sloveniji z skoraj 1300 otroci, 1984, in ravno zato je bila pobuda tudi podprta strani ravnatelja osnovne šole Simona Jenka, da se ustanovi nova šola, ki bo zajemala tudi podružnično šolo na Prinskovem ter pa celotno centralno območje, to se pravi centra, in predlog je, da se osnovna šola imenuje po seveda izumitelju fotografije, svetovno znanemu Kranjčanu Janezu Puharju. No, včeraj je bilo nekaj dileme, lahko dejansko bi zbirali tudi kakšno drugo ime, tako da tukaj je seveda pot še vedno prosta, vendar pa nekako imamo občutek, da se mestni svetniki strinjajo, da se šola imenuje osnovna šola Janeza Puharja Center. To je tudi predlog krajevne skupnosti Center. V skladu s tem smo sprejeli tudi nov odlok po skrajšanem postopku glede ureditve osnovne šole Simona Jenka, ravno zaradi tega akta, to se pravi predloga o ustanovitvi nove osnovne šole Janeza Puharja in pa seveda ukinitve podružnične šole Center pri osnovni šoli Simona Jenka. Potem imamo še odlok o zagotavljanju socialno-varstvenih dejavnosti. Tukaj gre za novo storitev za občane, gre za prevoz za starejše in invalide s pomočjo prostovoljcev, šoferjev. In tukaj zagotavljamo dejansko nova sredstva, 10 000 evrov. Odlok ureja, to se pravi, to enkratno socialno pomoč, skupaj je v rebalansu predvidenih dobrih 80 000 evrov za to dejavnost. Bo pa cena storitev pomoči obravnavana na marčevski seji, zato ker dejansko smo ugotovili neko manjšo napako pri samem izračunu. No, dve zadevi sta bili še včeraj na dnevnem redu, in sicer ustanovitev skupne občinske uprave Gorenjske, uprave občin Gorenjske. Gre za prvo branje odloka. Dejstvo je, da je tendenca združevanja določenih funkcij. Vemo, da mestna občina Kranj že združuje skupne službe redarstva in pa inšpekcijskega nadzora ter pa revizije. No,
zdaj spreminjamo ta odlok, da jih združimo vse pod eno streho in dodajamo še ostale dejavnosti, skupaj lahko združimo z sosednjimi občinami oziroma tudi z občinami na Gorenjskem 11 skupnih služb. Prednost je seveda v tem, da enotno nastopamo Gorenjska kot regija, druga zadeva je pa tudi v sofinanciranju države, in sicer v primeru, da združimo najmanj 6 takih skupnih služb, bo sofinanciranje države v znesku v višini 55% stroškov plač, kar seveda ni zanemarljivo. Obenem pa to, kar sem povedal, iz ključnega pomena je to, da se dejansko združujemo moči različne občine in nekako nakazujemo smer, da je Gorenjska pripravljena na to, da se čim prej ustanovijo pokrajine in seveda s tem omogoči tudi večji razvoj po posameznih pokrajinah. In pa še zadnja točka je bila pa seveda komunala, podražitev cen storitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod. Tukaj je zelo nadzorno direktor komunale gospod Berčon pojasnil razloge za to podražitev. V bistvu gre v globalu za povprečno družino podražitev za 6%, glavna razloga pa sta dva, in sicer eno to, da imamo relativno novo kanalizacijsko infrastrukturo, seveda z vključitvijo kanalizacijskih vodov na Britofu, Predosljah in pa Mlaki, kar pomeni seveda višja amortizacija in posledično višji stroški. Na drugi strani imamo pa tudi problematiko, ki je izbila lansko leto, in sicer s sušenjem in pa odvozom blata. Vemo, da so cene v lanskem letu porasle, odkar je Madžarska zaprla meje za te zadeve, krat 3, in seveda to posledično, to je več kot $500 000, vpliva na rezultat poslovanja komunale in posledično seveda smo bili prisiljeni dejansko povišati cene komunalnih storitev pri odvajanju in čiščenju komunalnih vod. To mislim, da je bilo v glavnem vse, kar se je včeraj dogajalo na seji mestnega sveta.